Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Za danes Gorazd sva že prejšnjič napovedala temo in sicer bova govorila o tem, kaj je Kinetara, torej kaj je ta naš nov produkt, ki smo ga predstavljali na Web Summitu. Pa dajva začeti kar s tem, torej, kaj je Kinetara? Kinetara je voice agent, ki odgovori na vse neodgovorjene klice, ali takrat, ker se pač ne moreš oglasiti, recimo na zgrešene klice, prevzame ta klic z normalnim pogovorom, kot da bi se pogovarjal s človekom, se pravi ta konverzacijski AI, in zajame različno število podatkov od klicatelja in ti jih potem posreduje na e-mail, na SMS ali pa v sistem, da ti lahko kasneje na ta klic v bistvu odgovoriš ali pa pač neko akcijo narediš, lahko pa tudi naredi neke recimo rezervacije zate, lahko neko poizvedbo po določeni rezervaciji. Evo, to. Ok, torej pametna tajnica. Tako, namesto tistega pa povej nekaj, se dejansko nekdo v bistvu v tem primeru Kinetara s tabo pogovarja in v bistvu ti probaš rešiti neko stvar, zakaj si ti pravzaprav poklical. Ok, se bova šla še bolj v detajle glede tega, pa različnih možnih načinov uporabe, pa vse to. Ampak mogoče da vsem začeti na začetku, kako smo do tega prišli. Ker prej, ali pa eno leto nazaj, pa 2 leti nazaj nismo delali nekega tazga produkta, smo se drugače lotevali, rečemo, podobnih izzivov, a ne? Ja, zdaj, če si predstavljamo, da je bilo, lahko rečemo, da je prelomnica launch ChatGPT-ja, tako v smislu, da se je AI pojavil v rečemo tej poslovni sferi, tak mainstream, pa da bi vsi radi nekaj imeli narejeno. Imeli nekega pogovornega chatbota, če tako rečemo. Tako, do takrat so bili ljudje dosti tako nejeverni v smislu v to, ali pa se AI uporabljal v nekih drugih segmentih, že bistveno prej. Tudi mi sem na začetku v podcastu govorila novi AI, pa stari AI, tako, a ne pa tako v smislu, kaj je machine learning, kaj so large language modeli, ampak prihod large language modelov, pa ko so bili na tej stopni GPT-3, takrat recimo je bila prelomnica, tako, da smo se tudi mi začeli ukvarjati torej s takimi rešitvami, kjer generativno umetno inteligenco uporabljamo za izboljšanje izkušnje strank, ne? Ja, naš fokus je v to, kar si rekel, res na tem področju izboljšanje izkušnje strank, nismo delali nekih drugih področij in da se je to pojavilo, da smo štartali z v bistvu nekimi poci, rečemo nekimi testnimi projekti, kjer smo ocenili, koliko je podjetje ready, rečeva, za nekaj AI v določenem področju. Tako kot tudi sam veš, večina teh pocov ali pa tako se je tam dostkrat zaključila. Zdaj, če smo delali nek proof of concept, eno je, da smo evalvirali vse skupaj, kakšne podatke ima nekdo že pripravljene, da lahko kontekst gradimo, ampak naredili smo tudi en prototip, da je podjetje dobilo neko izkušnjo, rečemo z nekim tekstovnim agentom največkrat za pomoč uporabnikom. Včasih tudi za interno pomoč agentom. Ampak ja, tako kot si rekel, velikrat se je tukaj končal, ker potem prehod na nekega tazga agenta, ki bi bil sposoben tudi v produkciji delovati, ker smo vedno je bil pot vse narejen na nekem subsetu dokumentov ali pa na manjši bazi znanja, ki pa je imela pač svoje luknje. In ta prehod je bil zelo pogosto predrag. Torej, mi smo videli, da je zelo majhen prehod iz proof of conceptov v potem produkte. Ja, mislim, ena stvar je to, da je v bistvu cena, ki je bila, versus kaj dobiš. Se moramo vedeti, da mogoče takrat, da res zagotoviš, da so bili vsi srečni, zdaj smo v dobi agentov pa tako, ampak še vedno niso čisto vsi srečni, kakšen output dobijo. Res je, da je zdaj to full trendy in takrat se mi zdi pol, ko itak evalviraš, taka investicija za nekaj, kar bom dobil, nisi čist soveren, da bo šel zdaj v to investirati. Saj smo tudi odkrili mogoče neke stvari, da nek podatki niso ravno tako urejeni, kot si podjetje predstavlja, da so urejeni, ker vemo, da AI dobro deluje, morajo biti podatki na nek način strukturirani, da bomo dobili dobre rezultate. Pol je tudi mogoče malo odpora ljudi, v smislu, ok, pride, za nas bo zamenjal, pa tako. Imaš tudi ta change management, ki je prisoten. Ni bila vedno razlog samo cena, ja. Tako, ja. Pač, ko se to da pol na mizo, je nekaj par dejavnikov, ki je.
No, iz tega smo se naučili, če čisto pogledamo, da štartati zelo na široko, ne, je mogoče napačno, ne. V tem AI področju, kjer ti v bistvu smo zgradili tudi enega agenta, ki je bistveno širše imel znanje, pa je znal pa pol skozi sam projekt ugotovili, da mu moraš dati ogromno nekih zamejitev, da deluje prav tako, kot si je recimo naročnik želel, ne. In takrat smo se dosti... To je tudi dolg čas razvoja, torej ne samo, da ni bilo pocen, tudi dolgo časa je trajalo, da je bil nek tak agent vzpostavljen, sploh do te mere, kot si rekel, z vsemi zamejitvami, z vsemi ograjicami, kaj česa ne sme, da je bil dober rezultat. Ne? Ja, mislim, prej pa ne moreš to produkcijo, ker v bistvu vemo, da pa large language modeli relativno nekaj tvegaš, če ne boš zamejitev delal oziroma boš kar prepustil neke stvari. Tako da smo takrat mogoče se odločili, da je čas, da pa te storitve produktiviziramo. Mi smo v bistvu rekli, ok, gremo mi malo to zdaj obrniti drugače, začeti delati stvari na drugačen način, gremo delati kot produkt. In takrat smo zelo, se nam zdi use case pri AI-ju voice tista glaven, ne? Se je tekst pa vse to, ampak govor je res najbolj naravna oblika sporazumevanja rečemo z računalnikom ali pa z nekim robotom ali pa rečemo ta del. Ljudje bolj nam je naravno govoriti kot tipkati. Tako, in zdaj, če mi uspemo v ta del, kjer use case je še vedno velik, imamo, podjetja imajo klicne centre, ki sprejemajo toliko in toliko klicev, ljudje še vedno pokličejo za različne stvari, ne? Če mi uspemo v bistvu na voice-u zagotoviti tako podporo, kot je recimo na tekstu že nekje tudi na voljo, se pravi, da se znamo mi pogovoriti s stranko, zajeti njene informacije, kakšne težave ima in to predati naprej za reševanje potem živim agentom, pomeni, da ne bomo več imeli potrebe, da ljudje čakajo v teh vrstah, ljudje, ne vem, pokličajo na nekega telekomskega operaterja, potem reče, si 18 v čakalni vrsti. Bistveno boljša izkušnja je, če ti lahko poveš, kaj je tvoj problem, pa te nekdo nazaj pokliče, lahko delno tudi že reši tvoj problem. Tako, nazaj te pokliče pripravljena, ker se verjetno vsi to izkušnjo, kjer se nekdo oglasi, poveš v eni minuti, kaj je problem in reče, to pa ni moj področje, te bom vezal. In te vežajo in še drugi osebi razložiš spet, 1 minuto porabiš, da razložiš, zakaj se gre. In še ta ugotovi, da mogoče ni njeno področje, glih tok, da te noče nazaj prvi osebi vezati, ampak skratka, velikrat se zgodi, da 3-krat razlagamo isto stvar. Ne? Zdaj, če se ti agent oglasi, pa njemu razložiš, kar zdaj razlika, kot če bi to posnel na tajnico, je, da nekomu ni treba poslušati, ampak da lahko prebere, zakaj se gre in pokliče pripravljen nazaj. Vsaj bližan ve, o čem se bosta pogovarjala, ali pa je tudi že prava oseba, ki te kliče, a ne? Ja, saj to, kar si omenil tajnico, ta popis, ko pustite sporočilo, nasneta zadeva. Ljudje dosti malkrat, oziroma po enih statističnih podatkah, jih zelo malo pusti tam v bistvu neko svojo, ne vem, željo, zahtevo, kakorkoli, ker nimajo občutka, da bo nekdo to dejansko poslušal pa bral, ne, pa dobo nekaj tega zaupanja ni, no. Ja, ne, se mi zdi v slovenski kulturi tudi, pač je bil en obdobje, ki je bilo popularno med tajnico, pa smo imeli svoje posnete, mi da so še toliko stare, da smo to imeli, ne. Ampak potem pa se mi zdi, da so pač zvodenele, a ne, in v zasebni uporabi, in tudi na klicnih centrih je ne slišam pogosto, no. Ne, so pa te IVR-ji zdaj, se pravi, zdaj za poslušalce pa gledalce IVR-ji so to, kjer ti v bistvu rečeš 1 za tehnično pomoč, 2 prodajo, 3, 4, 5, 6 in pa poslušaš do 9 in pa spozavajo 2, 3, to, kar ti rabiš. Se ponovi, nič skrbi. In pa še enkrat poslušaš. No, v tem delu je bistveno boljša, ne, mislim, ta del... No, in ena od opcij je lahko pokličete me nazaj, ne? Tako je, ena je tudi ta, zdaj se kar doskrat začela ta pojavljati, ja. No, ampak lahko bi bila na začetku ena od opcij, pogovorim se z AI agentom, ne. Ker vemo, da do tega vas še pa mogoče malo kasneje prišla. Ljudje rabijo izkušnjo pogovora z AI agentom in doskrat se zgodi, zdaj če už ljudi vprašal, imajo doskrat slabo izkušnjo. A ne, se mi zdi, rabiš par krogov tega narediti, zdaj se ta tehnologija izboljšuje, mi ogromno vlagamo v ta del, da deluje čim bolj pogovorno, s čim pač agent, s katerim se pogovarjaš.
In na tem je v bistvu največja dodana vrednost, da ti v bistvu čim bolj uspeš človeka prepričati, da se s tabo pogovarja, kot da bi se en živim agentom pogovarjal. Ne? Tukaj je nekaj taka. Tako da mi smo to dali v produkt, ker smo pač mnenja, da je dovolj velika priložnost na trgu in dovolj jasna potreba in tudi bistveno lažje je s takim projektom v podjetju štartati, ker mogoče začneš reševati neke zgrešene klice. To so lahko ali potem, ko recimo, ne vem, v tvoji centrali ali pa ne vem, medtem, ko nisi dosegljiv, narediš, ne moreš se javiti na sestanku, narediš preusmeritev, pa ne vem, 10 klicev na dan, potem vidiš do teh klicev, pa si ti odločiš, pa jih nazaj pokličeš, da si bolj pripravljen. Ali pa nekje, ker recimo izven delovnega časa to tudi uporabljajo, je v tem ljudje še vedno kličejo, čeprav ne ob 6 nehajo, pa imajo povsod napisan, ob 7 kličejo ali pa potem pred začetkom kličejo in pač ljudje imajo neke težave in se potem tam, ko pridejo v bistvu administracija, pogleda, kdo jih je klical, kaj so bili problemi, pa mogoče že proaktivno nazaj pokliče, pa reče, imamo termin za vas, to smo pa že začeli urejati, tam da vas obvestimo, tako da zelo velike nekih use caseov, tako da lahko malo pogledava. Prva use case samo mogoče predtem rekel, ne, da probali smo nasloviti vse te težave, o katerih so prej govorila, zakaj se te proof of concept projekti niso premaknili v produkcijo. Ne? Torej, rekla sva cena, rekla smo, če štartamo produktno, standardizirano, lahko ponudimo nekaj tudi za zelo nizko ceno. Druga stvar je bila torej, ta odpor tudi ljudi, ki bi jih potencialno lahko umetna inteligenca zamenjala v realnosti, ni tako, no, ampak je pa verjetno cilj, da se kontaktni centri ne širijo, če je ta možnost. Če optimizirajo. Ampak zdaj, dokler ima naš agent pogovore, ki se sicer ne bi zgodili, torej klic, na katerega ne bi kjer ni nekdo dvignil slušalke, tudi v bistvu ne ogrožamo tega, ne? Jasno pa so use case lahko tudi naprej. Drugo so govorila, zelo težko je pravilno zamejiti, pa najdati vse področja, kjer je treba zamejitve narediti. Tlej smo v bistvu obrnili, pa smo dost zamejili ga na vse in mu samo povedali, o čem lahko govori. Torej, lahko se pogovarjaš, torej tvoj cilj je, da zbereš te podatke, lahko odgovarjaš na ta in ta vprašanja in ima 3-4 osnovne naloge in to je to. Ja, to zdaj super povzel. Mogoče je tle eno stvar res za izpostaviti. Mi v našem produktu pridemo z neko rešitvijo, to da se pravi, ti aktiviraš rešitev in ta agent deluje. Prej se pogovorimo malo, kakšna personality je tega agenta za posamezno podjetje. Ampak če ga uvedemo v podjetje. Ali pa... Tako, ja. Ni pa ta del, da se mora pa zdaj to nekdo v podjetju ukvarjati, pa tehnično, pa kako je to zgrajen. Pa to, tukaj smo mi tisti in tudi mi načeloma delamo monitoring na tem, da v bistvu agenti sledijo ciljem, ki jih zastavimo. Ne. Če mora agent zbrati te 3-4 podatke, to, kar sva rekla, pač bdimo, da se to res dogaja, spreminjamo, da se to dogaja. Zdaj, kaj potem na koncu naročnik naredi s temi klici, ki jih je dobil povzetke, a zdaj pokliče nazaj ali je obdelal stranko, to je zdaj pač v domeni naročnika. Mi skrbimo za ta del, da res od stranke dobimo prave stvari, da ni noter mogoče nepotrebnih halucinacij, kar pač lahko omejujemo. Ok, to sem hotel dodati, pa mogoče zdaj kar na različne use case, ki jih lahko podpremo, vse jih je še več, ker se smo videli, pol se strankami pogovarjamo, pa imajo hitre ideje, kako bi lahko to isto tehnologijo z vsemi omejitvami, ki smo jih si zamislili noter, še vedno na majčkan drugačen način uporabljali, ampak imamo neke standardne use case, recimo. Ja, zdaj mogoče tega so že večkrat omenila, je digitalna recepcija, se pravi v času, ko recimo nisi dosegljiv. Se pravi, rečeš po koncu delovnika. Za kakšno podjetje je to primerno? To je za podjetja, ki recimo neka storitvena podjetja, kjer se ti želiš nekam naročiti, vprašati za neke informacije. Lahko to po eni strani, ne vem, mi kot Frodix, na drugi strani pa tudi zobozdravnik, frizer, veterinar, pedikura, frizeri, take stvari. Tako, ko ti pokličeš kar na to številko. In zdaj, najbolj logičen seveda scenarij, da začneš takrat, ko si recimo nedosegljiv, nimaš recimo izven delovnika. Se pa hitro to doda, da v bistvu smo iz nekih analiz, ki smo jih delali pač pa naših klicih, ugotovili, da teh klicev izven delovnika je vseeno malo, ker se ljudje vseeno pozanimajo malo, a je odprt nekdo, a ste zaprti, kakorkoli. Ok, tudi tistih 3 klici, ki so
so lahko pomembne. Jih je škoda, a ne? Tako. Bolj, da imaš to informacijo kot ne. Tako da potem je drugi nekaj, da rečeš, ok, vsi ti klici, ki so čez dan, pa se na njih ne morem oglasiti. Ne vem, to, kar si rekel, so neko storitveno podjetje, pa delajo neko stvari, recimo, ne vem, je to nek salon, pa imaš več strank, ne moreš se javiti v tistem trenutku in nekdo te pa sprašuje, da bi se rad naročil. Ne? In lahko v bistvu, ali imaš opcijo zelo enostavno, sam prevzameš klic, ali pa mogoče malo bolj napredno, se lahko nekdo že kar rezervira nek termin. Tako da rezervacija termina je mogoče neka taka naslednja stvar, ki je zelo zanimiva. Mislim, je pa kar veliko podjetij takih, a ne, se tudi, ne vem, mogoče pol v gastro, se pravi, tudi tam je zanimiv, vedno več, bo ne vem, v Sloveniji mogoče ni še to tak case, vse mi smo šli tudi delati. Gastro kot restauracije. Tako, ja. Ja, restauracijski biznis, restauracijski. Ta ponudba se mi zdi zanimiva, ker pač še rezerviraš mizo, pa kličeš, ne vem, ob 8 zjutraj, za danes bi rabil, pa te tam povejo, ob 12 mi šele začnemo, prijemo tja, ne, tako da zakaj ne bi teh klicev že polovil, pa dobo neke rezervacije, sploh če na drugi strani obstajajo sistemi, ki so z agentom povezljivi, se zdijo tako zelo zanimivi. Pa še vedno lahko, torej, rezerviramo termin, pa hkrati rečemo, vas še kaj zanima, pa še vedno se lahko dogovorimo za povratni klic, ker se vemo, včasih se na nekaj prijavaš, ampak imaš še neko vprašanje, moram, ne vem, k zobarju prinesti s sabo ortopan ali pa nekaj tasga, ne, to bi sicer informacija, ki bi jo tudi tajnica vedela, ampak včasih imaš pa neko zelo specifično vprašanje in je tudi to lahko pokrito. Tako, mogoče je na tvoj pretekli pregled nekaj vezan, pa bi želel, da te nekdo pokliče. Tako da malo si že začel tega customer support, oziroma podpora strankam, je tudi zanimiv en tak case, kjer se v bistvu da veliko stvari rešiti, ker vemo, da nekje 60 ali pa procentov nekih vprašanj je takih ponavljajočih, ki ljudje v bistvu bi informacije najdali, če bi po naši neki bazi znanja pogledali ali pa, ker smo jim mogoče kakšne dokumente poslali. In če te lahko rešimo, brez da v bistvu jemljemo minute živim agentom, se lahko ti živi agenti res bolj fokusirajo na tiste stvari, ne, če na dan imaš 40-50 klicev, pa mogoče moraš tistih 10%, 20% res si vzeti časa nekaj rešiti in zakaj ti ne bi AI prevzel teh ostalih mogoče to je pomembno, da se res želimo fokusirati na teh 40 do 60% najbolj pogostih vprašanj, ker vemo, torej pri agentih, kjer hočemo priti na 70, 80, 90% neke in natančnosti in sposobnosti, da odgovarja na različne tipe vprašanj, vemo iz preteklih projektov, koliko je to pol datnega razvoja. Tako je. Je pa možno. To smo pa na tistih projektih, ki pa kar nekaj stanejo in veliko časa vzamejo. Ja, zdaj v zbiranju podatkov, če temu rečeva neko nepreklic, ampak kvalificiranje ali pa klasificiranje, ko ti nekaj kličeš, tukaj tudi zelo zanimiv lahko naredi v bistvu nek assessment, da imaš ti v bistvu, če na to številko pokličete, nekaj vas zanima, pa ne skozi 2-3 vprašanje lahko narediš nek profil, ki pa recimo na različne kanale povežeš ali pa na različne številke, ker tudi ta možnost je, da v bistvu AI agent potem poveže na neke druge številke ali pa žive agente. Preveže na ta prav del, recimo. Tako naprej, tako da to je tudi en tak zanimiva zadeva. Sem lahko je, mogoče tako, kot si rekel, eno je zbiranje nekih podatkov, lahko je tudi sam triaža klicev, ne, torej tako, ta IVR. Pri zbiranju podatkov se mi pa zdi pomembno to, ne, zelo veliko podjetij, ne vem, pa ne bo to neka zavarovalnica, kjer imaš ti neko vprašanje, nek claim na neko polico, ko imaš, a ne potrebujejo najprej številko police in tle, ko slišimo, koliko je teh primerov, ko ljudje nepripravljeni pokličajo, brez da bi to informacijo vedeli, ker se potem agent res sam čaka na liniji, zato da nekdo izbrska tisto polico, pokliče ženo, da mu pomaga in vse to, kar poslušamo, a ne. Če ta del lahko AI zelo potrpežljivo čaka in potem šele aktivira agenta, ko ta že dobi vsaj ta osnovni podatek, številka police, številka člana v nekih drugih primerih in si že odpre kartico stranke, zelo veliko bolj učinkovito lahko dela na ta način. Ne? Ja, ta del je res modularen in res karkoli da damo noter, kjerokoli persono, kakršnekoli tip podatkov lahko zbiramo. Ne? No ali pa ja, ta primer, torej zbiranje števčnih stanj
elektro je zdaj že povsem avtomatiziran, ampak imaš pa potem plin, voda, take stvari, kjer se takrat pred izdajo računa en kup klicev zgrne na ta komunalna podjetja. In če tam lahko spet neki robotski tajnici poveš tisto številko merilnega mesta, pa prebereš tisto številko na števcu, en kup klicev lahko na ta način si avtomatiziramo. Ne? Ja, zdaj ta del deva tle dodati, da mi v bistvu pošljemo po vsakem klicu tudi v bistvu obvestilo nazaj stranki, ki je klicala, kaj je v bistvu e-agent povzel neke stvari. Imamo pa recimo v tem primeru števčnega stanja, bi pač rekel, povzeli smo te pa te podatke. S tem pol tudi, ko vprašamo o zadovoljstvo nekega, kako so bili zadovoljni samim klicom, imamo bistveno više ocene. Mi že noter spremljamo neko našo, koliko je v bistvu agent sledil cilju, pa bi recimo v tem primeru rekel, smo zbrali vse podatke, katere smo želeli. Nas pa seveda zanima, je bila tudi stranka imela dobro izkušnjo s tem. Tako da v tem delu je ena stvar, ki se nam zdi, da je trenutno še zelo pomembna, da stranki tudi pošleš, da je v bistvu ona ima nek povzetek, pa v bistvu občutek, da se, kar se je pogovarjala, bila prav razumljena, oziroma če vidi, da je bilo narobe, ima tudi opcijo, pa reče, bom poklicala še enkrat, oziroma se obrnemo. Tako, oziroma direktno poprav podatke, tudi o tej opciji smo se pogovarjali, kot nek autoresponder po danem obrazcu za pomoč, ne? Želiš si ta feedback, da je bila ta zdaj to, kar si ti povedal, da je bilo sprejeto, ne? Ja, sej, če greva tukaj, je to trenutno največji izziv e-agentov. Je raven ta del, da ljudje, ko kličejo, niso vsi pripravljeni se pogovarjati. Skladno z e-actom, ko prihaja, se mora agent tudi predstaviti na nek način, ki ga veleva zakonodaja. In to je, da pove, da gre za virtualno asistentko, v nekih primerih, da se tudi klic snema, kjer je pač to dovoljeno. In zdaj nekateri tam se vidi, ko kličejo, ko delamo neko analizo, dejansko zmrznejo ljudje, njim je tako neprijetno. Imamo na drugi strani primere, pa rečemo smo zdaj nekaj 50-50, ko ljudje normalno komunicirajo, tudi včasih, če je agentu poveš veliko stvari naenkrat, on vse mogoče pikico več časa, da sprocesira vse, ker v bistvu več stvari naenkrat, nekih podatkov iz tvojega stavka povedi pač pobere. In so ljudje tako, normalen, pač nekdo pač se z mano pogovarja malo počasneje, ampak Nekateri pa kličejo tudi tako, 2, 3, 4 za prsto, ka veš, da ista številka kliče in želijo. Vsakič klic traja 4 sekunde. Ja, to, da slišal na začetek, kar agent pove in je pol niti izga odziva. Tako da jaz mislim, da tukaj je trenutno še malo tega, da ljudje sprejmejo to in veliko v sam dizajn teh rešitev moraš dosti takih varovalk graditi v smislu, da ljudem dajo v bistvu ta del, kar sem prej rekel. Če danes ljudi vprašaš za izkušnjo z voice agentom, nekaj splošno bodo verjetno rekli, da so bolj imeli slabo izkušnjo. Pa pustimo to, da uporabljaš ChatGPT voice. Tam je recimo dobra izkušnja. Da si recimo neko podjetje poklical, pa da bi bilo kaj takega. Imamo v Sloveniji primer sicer poštne asistentke Pije, to je najbolj tak primer, da so ljudje mogoče lahko sprobali. Tako da se mi zdi, da s tem delom je pol, več, ko bo podjetje to uporabljal, večkrat, ko boš tako izkušnjo naletel, se pol tudi ti na drugi strani veš mogoče kaj pričakovati, pa pač podaš te informacije. Kaj nekaj ugovorov dobivamo, in tako tudi na ta način. Ja. Ne, sej, več ko bo tega, bolj se bomo ljudje tudi navadili. Je pa res, v tujini, pri velikih jezikih, tam se mi zdi, da je bilo zelo več slabih izkušenj, ker so bili te robotizirani klici, kjer je sicer zvočni agent oziroma zvočna logika sledila neki drevesni strukturi pravil in se je tisti hitro zaplezal in na koncu je dobil pač pico z ananasom. Ker te je nekaj razumel Havaj, ali kukarkoli, nima veze. Butasti primeri, ampak takrat tam so bile res, je bilo veliko več slabih izkušenj, ker zdaj dejstvo je, torej, agent se ves čas zaveda celotnega pogovora in ni ujet v nekem drevesu, se zna vrniti nazaj, zna najdeti
idealno pot do nekega zaključka, do cilja. Ker dejstvo pa je, torej ene stvari so nekaj zelo enostavno, torej ugotoviti, kdo kliče, zakaj kliče, ker pa treba, ne vem, števčno stanje, da pravo mesto zapisati, ugotoviti, da je to prava oseba, validirati, da je, ne vem, če kliče spravo telefonska ali se drugače identificira. Tam pa so neki koraki, ki jih mora narediti, ampak se ne zgubi. Ja, mislim, če rečemo temu v angliško govorečem svetu, uporablja ta conversational design, ali pa je v bistvu zelo pomemben v tem delu. Ne? Se pravi, koliko bo deloval naravno, ne? Pa koliko bo v bistvu tudi, ne vem, se lahko prilagajal nekemu samemu pogovoru. Ne? Če se ti zavedaš nekega konteksta, ti kličeš za neko rezervacijo, pa jo želiš prestaviti, ne? A ti že kar ponudi nek termin, ki ga običajno tudi ti, ne vem, vzameš, a veš, tukaj so pol neke nadgradnje za naprej, kar njih to, kot sem rekla, ne, kinetara je začetek tega, ti začneš, začetku sploh vidiš, kaj ljudje v bistvu komunicirajo, na kakšen način s tabo komunicirajo. Mogoče neka podjetja, veliki klicni centri že danes klice snemajo zaradi zagotavljanja tega, da imajo tudi izobraževanje, potem poslušajo stvari. Zdaj, neka manjša podjetja pač tega vpogleda niti nimajo. Mislim, tako, kar je kdo povedal, kako so se pogovarjali z njimi. Ne? In zdaj velika dodana vrednost je, če bi ti v bistvu slišal, na kakšen način se nekdo pogovarja o tvojem produktu, ki sprašuje nekaj, kaj njega zanima. Ne? In to lahko bistveno boljše uporabljaš tudi mogoče politivno govoru, kje druge, ne? Veš, kako pristopati v prodaji, v marketingu. Tako se mi zdi, je še neka dodatna vrednost, ki jo dobim, pa se odločaš, kaj nam je to dovolj, ali pa bi mi v bistvu tukaj še prav kaj nadgraditi. Neka naša naslednja, ali pa v product roadmapu, kar prihajajo v bistvu, so klici iz kinetare, se pravi outbound klici na številke. Ne. Tukaj vidimo tudi en tak dober use case, ki seveda zdaj se še dosti usklajujemo glede pravnih zadev, pač robotiziranih klicev pa to. In tam tudi se nam zdi veliko uporabnih zadev, recimo za potrjevanje kakšnih terminov, kjer recimo ne mogoče SMS pregledaš, če napišeš nazaj, zdaj mogoče kdo bo kratek klic, jutri imate ta termin, velja, in pač sistem nazaj vrne v drug sistem, pa reče, ja, ta stranka je potrdila. Mislim, imaš pluse pa minuse, ne? Kar je prednost SMS-a, je, da kadarkoli pride, tako se boš ti na njega odzval, ko boš imel čas. Jasno pa posledično se pa lahko zgodi, da na ta SMS pozabiš, ker ga mogoče prebereš, pa rečeš, zdaj nimam časa, ne? Potem pa pozabiš enostavno. Na to klic se pa lahko zmot pri nečema. Ne? Tako, ja. Ampak nov set nekih stvari, ki jih moramo naštudirati. Tako, ne, v bistvu. Je pa odziv takrat pol instanten. Torej, če se oglasiš, je odgovor ja, ne, rabimo rescheduling termina in tudi to lahko potem že takrat naredimo. A ne? Ja, mogoče spet to, kar sem rekla. Mi v bistvu tukaj res prinašamo na mizo celotno rešitev. Vendar se odloči, to so zdaj neke seznami, ki bodo dnevno generirani nekaj ljudi, ki jih pač moramo imeti neke upomine, pa jih želimo preklicati. Ne. Tukaj pol kinetara oddela cel del, se pravi, je relativno easy setup za to, da pol neke zadeve začneš prve rezultate dobivati. Ne. Bolj ko zdaj zakompliciraš zadeve, pa rečva in dodaš nekih dodatnega znanja, sposobnosti, seveda tam pol se lahko zadeve zakomplicirajo, pa ne v smislu tega, da AI ne zmore, ampak o temu, da vse en mora biti podjetje pripravljen, pa imeti na drugi strani pripravljene podatke in veliko ostalih stvari, to, kar so pa govorila zaprej. Tako da ne mogoče počasi odkrivaš, dokje lahko AI pride v nek biznis upelješ. No. Okay. A gremo mogoče pred zaključkom nadaljevati to, kar si rekel, torej kako, ne vem, 3-4 načine, kako je najlažje začeti, kakšen use case imeti, kjere izzive pa se prešati, da bi lahko nekdo imel v roku enega tedna kinetaro na svoji telefonski številki. Ja, greva čist na enostavne case. Zdaj, če res pogledamo, da rešujemo zgrešene klice, rečemo, da ta del vzamemo. Ok, to se lahko torej, nisi se mogel oglasiti, ali to zdaj znotraj delovnika, izven delovnika nima veze, ampak nisi se uspel oglasiti v 30 sekundah. Tako. In zdaj, če bi to bil mobitel, ne, je to relativno hiter setup, ker na telefonu ti nastaviš in si v bistvu ne vem, rečemo temu. Vse na stacionarnem telefonu je zelo podobno. Tako, iste nastavitve narediš na telefonu, sprav ta del tehnični setup je tako, da viš navodila, to narediš v 1 minuti,
pa si ready. Kar je vmes, je pri nam ta del setup, v bistvu konfiguracija persone ali agenta, pa s tem, da se v bistvu dogovorimo, kateri so tipi ali pa podatki, ki so zate pomembni. Ne. Mi imamo nek set podatkov, ki rečemo, za večino je to ok, pri zgrešenih klicih, ampak kot si prej rekel, nekdo ima neke specifične stvari. Mogoče pa še želiš številko kartice, članske izkaznice od knjižnice zraven tudi pobrati. Ja. Tako. In to v bistvu naredimo, gremo skozi eno serijo testiranj, evalvacije, da vidimo, da zadeva deluje, da pridobiva te informacije, da se v nekih robnih primerih, kjer recimo si naredimo neke persone tvoje osebnosti, kdo bi lahko klical, pač da ne daje nekih informacij, ki jih ne želimo dati, tako kot si tudi že sam povedal, zelo je omejen in mi povemo, samo to boš lahko delal, ampak vseeno, teste se vseeno naredi, vseeno govorimo, da je zadnji large language model, ki pač ga je potrebno potestirati in v bistvu začneš zadevo uporabljati. Okay. Torej, rezultate ti dobiš na koncu, ti dobiš po neodgovorjenem klicu SMS. Pa mail, odvisen, kar želiš. Okay. Lahko tudi v CRM, ampak to je že malo bolj napredno. Ja, na mail imamo standardno, da dobiš čisto zato, da je SMS. In potem veš, kdo te je klical in kaj je želel in se potem takrat odločaš, je mogoče to tako nujna stvar, da jo bom pa zdaj tudi izven delovnikov uredil, ali lahko počaka do jutra, pa bom jutra vrnil klica. Ne? Tako. To je najbolj nastaven use case. In ta je uporaben, ne vem, za nekoga, ki je sam zelo zaposlen, torej nek podjetnik, prodajalec, nekdo, ki je veliko mogoče na telefonih, pa ima veliko tudi te komunikacije, lahko je pa tudi neko manjšo podjetje, ali kot Frodex, kjer nas vsake tok časa nekdo pokliče, ki rab telefonsko pomoč. Ali si nek salon, ne vem, delaš veliko na terenu, pa se ne moreš recimo javljati, a ne pa je tvoj biznis pa še vseeno odvisen, da boš ne popoldan pa te ljudi, ki so te povprašvali nazaj poklical, a ne, da so ga še monter ali pa kaj podobnega. Prije prav. Tako je, zanimiva stvar je, ali pa ena stvar, ki je tudi, da lahko kinetara vpraša, kdaj pa želite povratni klic, a je to pač zdaj, ne vem, tako izjutraj, ko začnemo delati, ali je neka druga ura, ker si mogoče dopoldan v službi, pa veš, da se ne boš mogel oglasiti in te lahko takrat tudi potem spomnimo, zdaj pa čas, da pokličeš te ljudi. A ne? Tako je. Mislim, tako da bi nekomu ti povedal, jutar ob 2 me pokličite in to si pač tudi shranimo in te pač načeloma je pač, te spomnimo zdaj, če boš pa poklical. Še vedno boš poklicati, ja. Ampak sej, to je pa že zdaj slaba izkušnja, tudi če imaš ti na IVR-u pritisne, da bomo poklicali nazaj in ne pokličeš nazaj, pač to je slaba izkušnja za stranke, kar ni ok, a ne. Ja, zdaj nek drug use case je, če bi ti tudi rekel, dobivam relativno, ne vem, neko srednjo število klicev, pa veš, da je dosti vprašanj vezanih recimo na te ponovljivo vprašanja, no. Kje se parkira pri naši poslovalnici ali pa imate odprto soboto pa take stvari. In to je škoda čas od agentov kratati in v tem primeru imamo tudi use case, kjer se vsi klici prevzamejo strani agenta in v bistvu samo klicni center, pa rečemo ljudje v kontaktnem centru, potem dejansko obdelujejo te povzetke, kjer je potrebno ljudi nazaj poklicati. Se pravi, tam, kjer je agent že odgovoril in so bile stranke zadovoljne za informacijo, ki so jo prejele, pač niti ne pride v seznam za preklic nazaj. Ok, taka zelo enostavna triaža. Tako, ja. Pa si že optimiziral, ta del sva se pogovarjali, ne, imaš nek peak hours ali pa neke stvari, ne vem, zdaj je bil Black Friday, zato da nisi mogel povečevati neko število agentov, si lahko to prevzel. To se tudi lahko naredi, če veš, da je neko veliko število klicev iz drugih držav, ker pač kinetara govori skoraj vse jezike. Vse jezike, ki jih ChatGPT Voice Mode podpira, ne? Tako, kar je veliko. In recimo imaš, ne vem, neke klice, recimo veliki za Anglije, Španije ali pa kaj takega, zato da ne zaposluješ mogoče za neka taka trivialna vprašanja novega agenta, ki bo to, pač na ta del pozicioniraš, da kar agent odgovarja. In potem nazaj pokliče tista oseba, ki zna ta jezik tudi, ne? Tako in tudi vidi, kaj je bil namen klica in tako. Okay. Mogoče samo to, kar si omenil, a se da pri nas parkirati, kakšen je delovni čas. To so tudi že stvari, ki jih zna pol taki neodgovorjene klice odgovarja. Torej nek ta osnovni nabor odgovorov, tudi ta že zna odgovoriti.
Ok, da počas zaključva, torej, če nekomu ta ideja všeč, da ne bi imel več neodgovorjenih klicev, kako lahko dobi Kinetaro? Ja, najbolj bi bilo, da se kar dogovori z nami za en demo klic, ker mu lahko tole, kar so danes govorila, tudi bolj konkretno predstavlja na use case-u, pač tistega, kar ga zanima. Zdaj, to bo najlažje, če grejo v bistvu poslušalci pa gledalci na kinetara.ai, prav kinetara.ai. Bo link tudi spodaj? Bo link sicer tudi spodaj, pa v bistvu tam zblokirate en klic, pa bomo v bistvu pogledali, kakšen use case je, kako to v bistvu najlažje ocenimo. Kot smo danes rekli, use case je kar velik, pa te stvari pogledamo. Tam imamo tudi objavljeno v bistvu in cenik in v bistvu še en tak. A tega nisva rekla, ja, začne se pri 50 evrih na mesec, kar torej... To je za v bistvu 100 klicev. Tako da to, da ni zdaj to tako 100 klicev, je pa kar nekaj, no, tudi klicev, tako da pa en tak zelo zanimiv demo pogovor je, ko si lahko v bistvu dobite malo tak občutek, no, kako v bistvu zadeva deluje. Tako je, ampak dajte spomniti obrazec, pa se slišimo, ker lahko še druge use case pokažemo, oziroma vam tudi damo kakšno telefonsko številko za sprobati v živo. Tako. Ok, hvala vsem za posluh, upam, da vam je bilo tole zanimivo. Če bi se kdo rad naprej še pogovarjal o Kinetari, torej kinetara.ai, hvala res za poslušanje, če vam je bilo tole zanimivo, dajte pošerati s svojimi kolegi, drugač pa hvala Gorazd in se slišimo naslednjič. Ja, hvala, čau. Čau.